Arhitekturni biser, ki ga boste zdaj spoznali, je zasnovan v sozvočju s podeželjem. Gre za odličen primer tega, kako lahko sodobni dom ohranja vezi z zgodovino prostora in obenem okolju da pečat pristnosti. Na obrobju našega najstarejšega mesta je nastal tale čudovit dom za mlado družino. Hiša s tradicionalnimi ometi, naravnim koloritom in obilico lesa v nas predrami prav posebne občutke. Robert, še pred nekaj leti je tukaj na tem posestvu stala stara domačija. Kako to, da so se lastniki odločili, da jo podrejo in namesto nje sezidajo novo hišo, namesto za prenovo? Torej, mi smo na začetku premislili, kakšno je dejansko stanje. In ugotovili smo, da je v bistvu ta hiša, ki je stala tukaj, ta, bi rekel, anonimna, tradicionalna kmečka hiša, bila v dokaj slabem tehnično-gradbenem stanju, povrhu vsega pa je bila umeščena v prostor na tak način, da ni najbolj odgovarjalo temu, kar smo si želeli. Stara hiša je stala sredi parcele in je tako po nepotrebnem zasedla najkakovostnejši del zemljišča. Arhitekt je lastnikoma predlagal, da se nova hiša umesti na rob parcele, tako so se naenkrat odprle nove perspektive. Ampak neke historične, zgodovinske, tradicionalne smernice tukaj vseeno ste upoštevali, ne? Katere? Torej, stara hiša je bila sestavljena kot običajno tradicionalne hiše iz nekega bivalnega dela, iz gospodarskega dela in zraven je stal še en manjši pomožni objekt. In tudi nova hiša v bistvu sledi tej konfiguraciji. Torej, imamo večjo hišo, ki je bivalna, imamo nek manjši del, ki je namenjen studiu, sobi za goste in pa en tehnični del, ki je namenjen pač garaži. Skratka, ta členjenost nekako izvira iz tega, kar je bilo že nekoč. Hiša je grajena iz opečnih zidakov, vezi in plošče so iz armiranega betona. Ostrešje je leseno, stene v mansardnem delu so suhomontažne. Kljub klasični gradnji je ozračje v prostorih izjemno, ker je notranja koža hiše izvedena iz ekoloških materialov. Ja, ometi so ilovnati. Ilovica je izredno zanimiv material iz večjih razlogov. Zaradi tega, ker je na nek način z istega testa, kot smo sami. To je naravni material, ki v bistvu ni bil kemično procesiran, ni šel skozi noben industrijski proces, ampak je bolj ali manj izkopan iz tal in vgrajen v hišo. Ilovnati ometi in ilovnate stenske barve odlično uravnavajo vlago v prostoru in akumulirajo toploto ter jo oddajajo nazaj v prostor. No, kjer pa ilovici zmanjka, pa svojo vlogo očitno prevzame tukaj tudi les. Tako, ja, ker les je pa zelo, bi rekel, komplementaren material ilovici, tudi iz arhitekturnega vidika mogoče ni dobro, da je vse v enem materialu, je lepo kombinirati materiale, zato da pač dobiš en bolj dinamičen, živahen prostor. A se lahko še prosim z vašimi besedami sprehodimo skozi tole hišo, začenši s tem posebnim vhodom? Torej, pridemo v objem hiše, vstopimo v prostor. Na začetku se nahajajo tehnični prostori, torej prostor, kjer je hišna tehnika, WC, shramba in potem vstopimo v bistvu ta glavni bivalni del hiše, kjer je kuhinja, jedilnica in nadaljujemo proti dnevni sobi, kjer se nahaja v bistvu neko srce hiše v obliki ognjišča. Potem pa imamo možnost, da gremo levo v tale del hiše, ki je namenjen studiu v zgornji etaži in spodaj sobi za goste in na desno gor pa se potem sprehodimo v spalne prostore, kjer se potem nizajo otroške sobe, kopalnica in pa spalnica za starše. Zasnova zgornjega dela je pa kar malo narekovala strešna okna, saj drugače verjetno sploh ne bi mogel človek dobiti do voda naravne svetlobe. Ja, absolutno. Seveda je treba pač vsak prostor primerno osvetliti in če si v mansardi, je strešno okno pač samo po sebi se ponudi. Zdaj izbrali smo neko sekvenco oziroma število strešnih oken, ki res nudi, bi rekel, en zelo svetel, prijeten ambient tudi v mansardnem delu hiše, ki nima pač te bočne svetlobe stenske. Vojko, veliko se govori o pomenu svetlobe, dnevne svetlobe v naših domovih in v delovnih prostorih. In v čem je zdaj ta pomen? Da za korektno pojasnitev moramo narediti en korak nazaj v zgodovino.
Cirka 200 let nazaj smo ljudje večino časa preživeli zunaj. Danes pa okrog 90% svojega časa preživimo znotraj. No in človeško telo se v tem kratkem času evolucijsko ni uspelo temu prilagoditi. Slaba notranja klima vpliva škodljivo na zdravje, pojavlja se astmatična obolenja srca in ožilja. Zato je predvsej pomembno, da imamo dovolj dnevne svetlobe, svežega zraka, nek stik z okolico. To pozitivno vpliva na splošno počutje ljudi, na zdravje in tudi na samo produktivnost. Če moramo pri oblačnem dnevu prižgati luč, da lahko kaj preberemo, imamo v prostoru premalo dnevne svetlobe. Zgolj s premišljenim pozicioniranjem oken dobimo najidealnejše poglede navzven in dobro naravno osvetlitev. Je pa dokazano, da strešna okna zaradi svoje lege, obrnjene proti viru svetlobe proti soncu, dovajajo 2 do 3-krat več svetlobe v prostoru kot vertikalna stenska okna. Ob podražitvi energentov se pri marsikom poraja vprašanje, ali niso prav okna tista, skozi katere izgubljamo toploto. A ta pomislek je pri sodobnih troslojnih oknih odveč. Na naši geografski širini skozi okna v zimski kurilni sezoni dobimo več toplotnih dobitkov kot izgub in seštevek plusa in minusa je tukaj pozitiven. Tako da je okno praktično neko grelno telo. Z zunanjimi okenskimi senčili lahko poleti tudi do 90% zmanjšamo vdor sončne toplote. Takrat je pametno poskrbeti tudi za nočno prezračevanje, ki pripomore k manjši porabi energije za hlajenje prostorov. Tukaj imamo relativno novo hišo, kaj pa takrat, ko imamo že dlje časa vseljeno stanovanje ali hišo, mansardo in se šele takrat odločimo, da bi na novo vgradili strešna okna. Kako je s tem? Pri običajni leseni strešni konstrukciji gre za precej enostaven enodnevni poseg. Praktično pri naseljeni hiši gre za preboj skozi notranjo oblogo, izolacijo in kritino. Samo strešno okno je vgrajeno med špirovce in ne posegamo v samo konstrukcijo prostora. Ta en dan mogoče se potegne na drugi dan, ko se belež suši. Tako da pravzaprav iz nekega temnejšega kotička lahko zelo hitro dobimo otroško sobo, delovni prostor ali podobno. Zunanjost hiše očara s toplim naravnim koloritom. Bivalni del je ometan, studijski del in garaža pa sta oblečena v prezračevano fasado iz macesnovega lesa. Ta je tonirana s sivo lazuro. Nekoč je na zemljišču pred staro hišo rasel oreh, ki pa je bolehal in so ga požagali, ter iz njega izdelali čudoviti mizi, ki sta v studiu in jedilnici. Od stare hiše so shranili tudi nekaj opeke in iz nje se zidali letno kuhinjo z gredo za zelišča. Še nekaj imenitnega smo odkrili na posestvu. Mogočen kamniti suhi zid, ki podarja stabilnost brežini. Lastniki so nam zaupali, da so na mojstre za suhi zid čakali 2 leti, a se je potrpežljivost vsekakor izplačala. Ponavadi obratno vprašamo lastnike, kako je bilo sodelovati z arhitektom. Tukaj bomo pa malo obrnili, pa bomo arhitekta vprašali, kakšno je bilo sodelovanje z lastnikoma. Moram reči, da zelo dobro. In po moje je vedno, kadar je dober rezultat, torej kadar hiša uspe, bom rekel, plod dobrega sodelovanja. Temeljilo je na enem zaupanju, medsebojnem spoštovanju, tako da moram reči, da so bili neke vrste idealni naročniki in sem zelo zadovoljen, kako je cela zgodba potekala. Povabijo kdaj? Tudi sam se kdaj povabim.